če je prepovedano. To je sam tabla, pa vse ljudje hodijo. Ja. Zdaj pa še do cerkvice. Gor me čaka Tjaša. Treba zelo biti pazljiv. Tako da... Tjaša, kam greva danes? Greva pogledati tole dolino. Ja. To je dolina reke Glinščice. Reka Glinščica izvira v Sloveniji, izliva se pa v morje pri Trstu. No, midva so zdaj drugače v Italiji, ampak zdaj greva pa iz Italije v Slovenijo. Po mojem bova tle po teli dolini noter šla, vidiš tele potke. Zanimivo zgleda, tamle ena stavba, jo vidiš tamle? Mislim, da je cerkev. Aha, cerkev, no. Evo, tle dol, tole je pa Italija in tamle odzad takoj morje. Praviš, da je mraz, sam razgledna točka je pa dobro, ne? Ja, ful. Daj, kako se lepo vidi. Aha, lej, tu je bila železnica po mojem. Ja. Hitro se človeku naredi, da ne gre po pravi poti. Vidva so spet malo zgrešila. Dol bi mogla tukaj po te Makedamski iti, ker vidite, so tamle tunel. Tukaj je šla včasih najbrž železniška proga, predvidevam. Nisem pa siguren, nikjer sem to prebral. Aha, tudi kolesarska je zdaj najbrž. Ampak gledajte, tle dol mi do nikjer ne mora priti, tako da ne vem, a bo šla nazaj ali bo šla še malo naprej, pa kasneje probala dol prideti, bo videla. Midva so zdaj na trasi bivše železnice. Kako Tjaša je ta kako Trst? Trst Hrpelje. Hrpelje. Do leta 59 je delala. Ja, no, tole je bila, predvidevam, da železniška postaja. Glejte, tlele pa ena zelo zanimiva stvar. Upam, da vam bom lahko malo bolj na blizu pokazal. Glejte, kakšna lepotička. Obe dve, no. Glejte, kako je lepa ta črna. Ja, kako si luškana. Ja, ne se bud, se ti ne bom nič naredil. Lejte, 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 še kozo. Kozo? Ja, se ti ne bom nič naredil. Ful so dobre. Tole postaja čedalje bolj zanimivo. Glejte, tlele do doline, same reke so še kar precej višji. Tele gor je neka cerkvica, bo šla pogledat. Najen plan je, da pač tudi greva po tisti strani. Tamle je en slap, bodo dol prišla. Midva so zdaj, ravno sem razmišljal, Tjašo sprašal, kaj misliš, kje bo midva to dol zdaj prišla. No, in sva tukaj, se pravi, tik za tole železniško postajo, po mojem, sva najdla neko pot, ki vodi dol. To celo cesta, čisto uradno pele, ne. Tukaj so zdaj prišla do enega smerokaza. Midva bova šla desno. Tukaj je, če bi šla naprej, priješ do vasi Draga, ki je tudi izhodišče, da prideš tam. Midva so šla do te vasi Draga, samo sva, ni bilo parkiranega mesta za parkirati, tako da midva greva zdaj pa tukaj naprej. Videti je zanimiva potka, tole je ena zapuščena hiša, tako da nadaljujemo naprej. Evo, Tomaž je že na poti k slapu. Tjaša, kaj praviš na tale slap? Slap sva najdla, ja, zgleda ful zanimiv. Lej, tukaj poglej. Ja. Zdaj tukaj, Da se da priti? ja, lej, tukaj je ena pot, sicer ne zdaj ravno orang pot, ampak po mojem tamle prideš saj do ene razgledne točke, za kakšno fotko narediti. Tako da to so še zmeraj na italijanski strani. Ampak meja je tamle
par 100 metrov naprej. Je pa tale slab zanimiv, tako da bi bilo zanimivo priti do njega. Bomo probali. Tomaž, a te ni več strah? Koga? Ja, le, kje si? Ja, ni sile. Drugače so pa kar blizu prišla, ne? Ja, mislim, da bližji, ne vem, lahko bi prišel, ne sam. Prišla sva dokaj blizu tega slapu. Pot ni bila bohe kaj Tjaša, ne? Ne, kar treba zelo biti pazljiv. Tako da jaz Tako da moj predlog Tjaša je, da me ti tlele počakaš. Jaz bom pa še nekako tukaj po brezpotju najdu pot do dol, pa da naredim kakšno dobro fotko. Tebe pa ne želim take stvari siliti, ker bi tudi ne bi te morat navesti. No, super. No ja, pot je bistveno slabša, v bistvu se to ni pot, kakor sem mislil. Dol bo malo težji pridati, gor pa ne bo problem. Sem vedel, da moram iti dol do slapa in lejte, kaj sem še odkril. Tole mi je ful dober, lejte, tukaj kar en bazenček, dol naprej pa najbrž spet malo slap, pa tako naprej, tle stene. Dober, tukaj le mačken kazi tole, ki je en nahrbnik od nekje prineslo. Drugač pa, lejte, ne, tukaj že kanjon, tamle v zadju vidite slap. Zdaj, kako bom jaz tole nazaj prišel? Problem je, ne, ker snemam, ne. Če bo to šlo, več, ker v tole vodo ne morem past, ampak dobro imam lepo merelke, ki se lepo fino prilepijo na skalo. No, to je pa slap, ki je tudi od spodaj čudovit. Boste videli, ko pridem bližji. Jaz sem šel zdaj malo naprej. V tem kanjonu, lejte, ne, kako je lepo reka speljana. Slap je še posebej zanimiv. Tamle boste videli, ko se razdeli, bi rekel, na dva dela. Evo, zdaj boste ta glavno videli, lejte. Pa kot ta bazenček, tukaj je to, kar sem videl, sem takoj pomislil, tukaj le moram pa polet prideti, da se bom kopal noter. Lejte, tisti mi je všeč, ki gre tamle na levo curek. Aha, pa lejte, veste, da 5 sekund nazaj je bilo manj vode. Oziroma, vsi ste videli, da se je malo slab spremenil. Mislim, meni je tole ful dober. Ni bilo glih enostavno čist dol prideti. Gor bo bolj enostavno. Tako da, tole je res fantastično. Sem pa trdo odločen, da če bo le čas, grem jaz polet ta kanjon, prehodem peš, čist skozi ob reki. Zdaj pa še do cerkvice, gor me čaka Tjaša, namreč je šla malo naprej, ker sem šel dol do slapa, kakor ste videli. Zdaj pa še tale cerkvica, na delec gleda zelo zanimiva. Evo, zdaj pa zadihan, prihajam gor do cerkvice. Kako je, Tjaša? So kakšni dobri razgledi? So, zanimivo na kakšni lokaciji, a ne? Ja, jaz se to ponavad so. Grem jaz malo okoli se sprehoditi, da vidimo, kako to je videti, to upihati je spet začelo. No, zdaj ste videli, kaj je Tjaša rekla, da je zanimivo na kakšni lokaciji. To je zanimivo bilo vedeti. Evo, preveč sem samozavestno stopil na kamen, pa bi jih malo fino pol.
Lejte, tamle še malo naprej pa je Slovenija. Zdaj smo še v Italiji. Tamle ste prej videli slap. To je ta, ki sem bil pri njemu. Ja, no. Je res. Lokacija je zanimiva. Zdaj, a so to strešen cegel metal, menjavali, ali ga je veter odkril. Po mojem je to veter odkril. Vidimo še kaj je tukaj. Tole bo po mojem neka razgledna točka. Ja, lejte, tale kanjon je fantastičen. Lejte, tlele, če zdaj tamle v daljavi spet vidite slap. Super je. No, tamle sam za tem hribom je pa morje. Evo, tle pa človek lahko šotor postavil, pa bi taboril. Midva sva zdaj prišla od cerkvice, od slapa, spet so na tem križišču, tako da zdaj pa nadaljujemo naprej ob reki Glinščici, pa da vidimo, kam pridemo. Tole je vas Botač. Tu smo zdaj pa že čisto blizu slovenske meje, tako da bomo kar naprej nadaljevali, če bo vse po sreč, do izvira reke Glinščice. Evo, naravni deželni rezervat doline Glinščice. No, to je pa vasica Botač, čist noter. In lejte, tukaj je smerokaz, steza prijateljstva, pa Beka, se pravi, to je Slovenija. Kolesarsko sprehajalna pot, Draga. A so midva z Drage prišla? Ne. Draga, kaj pa je ta najna vas, ko so prišla? Draga je bila tam, ko smo najprej prišla, pa so obrnila. Aha. Zdaj so pa v vasi Jezero. Aha, se pravi, iz Drage verjeten je najbližji do tukaj, predvidevam. Ja, mislim, da je, ja. No, midva so srečala eno skupino slovenskih pohodnikov, upokojencev, in so nama rekli, da so šli tamle gor čist po vrhu, po robu, tako da bo tudi midva probala tole pot najdeti, ampak zdaj greva pa prej še tukajle, se pravi ta pot prijateljstva. Zdaj, tole, ki vidim, imam jaz en občutek, da bi to lahko bila meja, da je tole, da smo tole pa že v Sloveniji, lejte, zastava. Aha. Od leta 2000. Za mir, civilno sožitje, za sodelovanje in medsebojno razumevanje. Aha, lepo. Kje pa misliš, da zdaj ta pot gre tle naprej? Gre za prijateljstvo, ja. Aha, mi do pol ne greva ob Glinščici? Kaj, greva potem po tej stezi prijateljstva, da vidijo, kaj bo to pomenilo? Evo, zdaj greva od vasi Potač gor, se pravi po tisti poti prijateljstva so šla nekaj časa, zdaj grejo pa po tej pot, za katero so nama povedali ena simpatična skupina slovenskih upokojencev, ki so tukaj šli. Ampak, Tjaša, se spomniš, kaj je ena gospa rekla? Da je zelo strmo. Da je zelo strmo. Ja, po mojem sva tako zgledala, da nisva vešča takih gosponov, pa da ne bova prišla. Če pa navedla, kje vse mi hodimo. Ja. Tako da tukaj je pa zelo zanimivo, ker so že od spodaj občudvala ta rob. Jaz sem celo rekel, Tjaši, da mi tam nekje zgledajo kot stene za plezanje, tako da pričakujeva, da bo zanimivo. Zdaj so pa spet prišla na to cesto, ki je bila včasih železnica. Si se namatrala, Tjaša, je bilo kar strmo. Ja, tukaj le gor, ko so prišla iz Botača. No, tukaj je pač smerokaz. Če boste šli, da veste, tole dol je ta Botač. Zdaj tukaj grejo midva nazaj. Tukaj imamo avto, kako je že, Jezero je tista vasica. No, tukaj je pa vas, kako se že pravi, Tjaša? Draga. Draga. Tle so midva mislila iti, ampak ni bilo parkiranega placa, tako da, ampak so tle, ko sva bila, je čist dobro bilo. Ti kar naporno, Tjaša.
Zdaj smo se pa namatrali. Ja, tukaj so šla malo v bližnjice in so prišla, evo, tle so sem še 100 metrov od najnega avta, tle so parkirala, tam le zadej, tako da so naredila eno zelo, zelo lepo krožno pot. Kaj? Koliko? Aha. 8,82 Kilometrov? 8 kilometrov, ja, skoraj 9. Kaj pa višinska ti pa še tle ne kaže. Drugače pa zdaj Tjaša povej, kako ti je bilo tole všeč. Zelo Čist kratek povzetek. zanimiva dolina, Ja, slap. V bistvu so ugotovili, da ta italijanski del je najbolj zanimiv. ja. Od slapa pa dol, pa ta cerkvica, kanjon je zelo lep, tam, ko si ti plezal, tako da polet mora biti to sploh fenomenalno. Polet mora biti fenomenalno. Verjetno se tudi kopaš, tle je ful dobro za Ja, kopati se sigurno. predvidevam. Tako da tole je en Odlično. tak izlet, ki jaz bi ga priporočil, ti pa tudi verjeten. Vsekakor. Kako se ti zdi tale pica, Tjaša? Zgleda zanimiva, taka malo posebna, ker mi nismo toliko navajeni, to je ona primorska pica. Po mojem, da je zelo okusna, jaz imam tale sirček. Kaj, če bi ti to kar probala, pa nam povedala? Ja, lej. Zdaj mi malo še tam svojo posnem. Evo, taka lepa moja. Tu dobro zgleda. No, Nekaj imaš tremo. Bo, super. Kam sva prišla, Tjaša? prišla sva do tega obrambnega Stolpa stolpa. iz 11. stoletja je, Ja, ne? to je dal narediti grof Ulrik v 11. stoletju za obrambo svojih posesti in cestne povezave. Stara zadeva. Ja? Neč, zdaj grejo pa kar Gremo gor. Jaz sem pogledat. to enkrat že bil, kar Ja. Tjaša imaš ti prednost. Jaz zmeraj dam ženskam prednost. Lepo, lepo. Ja, lej, stara dunajska šola pravijo. Ja, lej, Tjaša, tle je pa prepovedano. Kaj prepovedam? Ja, lej, ne vidiš? Dostop do gradu. Ja, okej, sam. Si odprt. Ja, samo jaz ne bi šel, lej, Zakaj pa če je ne? prepovedano. Pa to je sam tabla, pa vse ljudje hodijo. Ja, no, pejt, mene ima strah. Ja, nič te ne bo natrpet, le, Ja. se bo vse. V glavnem, ti odgovarjaš, če v karkoli narobe, ne? Ja, v redu. Ja, te je strah, kad dol pogledaš. No, Tjaša, da se ti pohvalim, ne? Tle sem je že večkrat bil. Lej, vidiš tamle, ki je oponka za plezanje. Ja. Vidiš, tle sem jaz gor priplezal. Tukaj si plezal gor. Ja, in tu sem že večkrat sem gor priplezal. Pred 20 letom. Se bi mogoče tudi še zdaj, no. No, tole je pa plezališče v Črnem Kalu. Dobro plezališče, jaz sem tukaj velikrat plezal. Je pa res, da čez vikende ful gužva. Aha, takole pa tole zdaj izgleda. No, vidiš, da je to. Zdaj sem bil tukaj pred 2 letoma, ko sem prišel s potovanja iz Indonezije in sem šel v karanteno v Piran in potem sem šel eno nedeljo tole pogledat. Sem bil pa toliko prestrašen, da se tudi na Facebooku nisem upal objaviti, ker je bilo takrat ono, se spomnite, prepoved prehoda čez občine. Pa sem rekel, ne bom jaz to objavil. Evo, lejte, to pa plezališče. Ful dobro, ampak če greš tle plezat, moraš iti med tednom, nedelja je to gužva za znort. Drugače pa lepa razgledna točka, ne, Tjaša? Ja, zelo lepo se vidi viadukt, Črni Kal, Kraški rob. Ja, to je Kraški rob. Drugače pa lejte, tamle tablo, tisto rdečo. Tle je kar nekaj teh peš poti. Jaz sem se to glih takrat pred 2 letom sprehajal mal in če je sonce, je tukaj fenomenalno. Zdaj gre pa še v Hrastovlje. Tam je ena zanimiva luštna cerkvica, pa še sonček se je pokazal. Tako da To je
Čista zmaga, sonček. Čist drugi občutki. Kakšna luštna vasica. Nahajava se v kraju Hrastovlje. Zelo zanimivo ima je tole cerkvico. Lejte, noter je cerkev, okoli je obzidje. Sicer je tole zaprto. Aha, tudi vidimo vstopnino ima 3 evre. Ti, ki veš več, Tjaša, o tej cerkvici? Vem, da je to poznoromanska cerkev s taborskim obzidjem, to je to, kar vidiš okoli. Ja, Iz konca 16. stoletja. je narejena. Ja. Aha. Tako. No, drugače pa noter je cerkvica, lejte. Okoli pa obzidje, ne, se pravi to, da so bili pač, najbrž so se tle vaščani skrili, kaj kakšen sovražnik prihajal. Drugače pa tukaj vidite kraški rob, sonček posijal, hvala Bogu. Čist pred drugače vse skupaj. Za konec so šla še na grad Socerb. Razgled nekaj srednjega, mrzlo kot cel dan, ne Tjaša? Ja, tudi kar zelo. No, pogled pa na Tržaški zaliv, kar lep. Samo če bi bilo sonce, bilo še malo boljše, pa ne te oblačnosti.